Lepo pozdravljeni še enkrat vsi prisotni. Današnjo novinarsko konferenco organiziramo KOFAS PKZ Zavarovalnica v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije. Naj se vam še enkrat predstavim, no, za tiste, ki me ne poznate. Moje ime je Nataša Arko in sem v KOFAS PKZ odgovorna za marketing in komunikacije. Namen današnjega dogodka je, kot je bilo razvidno že iz samega vabila, predstaviti nov produkt v okviru državne podpore gospodarstvu v razmerah COVID pandemije na področju zavarovanj izvoznih terjatev, tako imenovan top-up produkt. Na današnji konferenci sodelujejo gospod Sergej Simoniti, predsednik uprave KOFAS PKZ, gospa Sonja Šmuc, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije in pa gospod Leon Zalar iz podjetja BSH Adriatic East. Na začetku dajem besedo našemu predsedniku uprave, gospodu Sergeju Simonitiju, ki bo v svoji izjavi predstavil prizadevanja zavarovalnice KOFAS PKZ pri vpeljavi novega produkta v okviru te državne podpore za slovenska podjetja in, kot smo rečeno, sam produkt top-up. Sergej, lepo prosim. Hvala lepa. Najprej še pozdrav z moje strani in hvala, da ste se odzvali temu vabilu. Mislim, da je to en pomemben dogodek za slovensko gospodarstvo, torej ta podpis pogodbe z SID banko. Mogoče bi želel obrazložiti nekaj ozadja tega, oziroma tega dogodka. Ja. Torej, gospodarska kriza, ki je nastopila kot posledica epidemije COVID-19, bo imela po predvidevanjih izjemno hude posledice. Tega se pač vsi zavedamo. Ta gospodarska kriza se je odrazila tudi na samem trgu kreditnih zavarovanj, ki predstavljajo pravzaprav enega od zelo pomembnih elementov za funkcioniranje evropskih gospodarstv. Tržne kapacitete za kreditne zavarovanje so se pomembno skrčile in nastala je vrzel v ponudbi tovrstnih zavarovanj. Da gre pravzaprav za sistemsko krčenje na trgu, da ne gre zdaj za odločitev posamezne zavarovalnice ali pa v posamezni državi, ampak gre za celoten trg, je pravzaprav odraža tudi to, da je to krčenje oziroma to sistemsko vrzel prepoznala tudi Evropska komisija, ki je 27. marca letošnjega leta sprejela odločitev oziroma sklep, na podlagi katere so države članice Evropske unije, na podlagi katerega je članica države Evropske unije oziroma OECD uvrstila med tako imenovane nemarketabilne države. Gre namreč pravzaprav za to, da je predpostavka ureditve kreditnih zavarovanj v Evropski uniji naslednja. Če so države tako imenovane marketabilne oziroma za katere obstaja trg, naj tržni igralci, se pravi komercialne zavarovalnice, za to poskrbijo. Ukolikor pa gre za tako imenovane nemarketabilne države, pa Evropska komisija prepoznava vrzel oziroma da trg ne funkcionira učinkovito in dopušča državno podporo pri zavarovanju tovrstnih, torej terjatev iz tovrstnih držav, za katere obstaja pomanjkljiv trg. S to odločitvijo pravzaprav so postale države članice Evropske unije in OECD predmet državne podpore. Takšno državno podporo v Sloveniji bo izvrševala SID banka kot razvojna banka v obliki pozavarovanja rizikov, ki so pravzaprav težje sprejemljivi za komercialni trg. Pomembno je povedati, da v tej pozavarovalni pogodbi, oziroma te pogodbi, ki smo jo mi sklenili v obliki pozavarovalne pogodbe, s katero bomo nudili podporo državno skupaj v sodelovanju s SID banko, ni zavarovanja kupcev iz Slovenije. Gre torej za zavarovanje kupcev iz tujine, iz ostalih držav članic Evropske unije. Zelo smo veseli, da smo to pogodbo podpisali, ker verjamemo, da bomo na ta način lahko skupaj nudili ustrezno podporo slovenskemu izvozu, kot je bilo to že tudi v preteklosti. Zdaj, samo zavarovanje funkcionira tako, da pravzaprav ugotovimo, obstaja komercialni trg za zavarovanje posameznih terjatev oziroma posameznega kupca, in ukolikor obstaja v določeni meri, potem vendar pa kapaciteta ni dovolj zadovoljiva na trgu, potem lahko pri SID banki dobimo dodatno kritje za to, da pokrijemo ta manjko pri zavarovanju posameznega kreditnega limita. Komisija je postavila kot pogoj tudi dodatno ceno, ki se bo morala obračunati. Z drugimi besedami, ukolikor gre za državno podporo, se bo v tistem delu kreditnega limita, ki bo pozavarovan pri SID banki, dodalo 30% na
našo komercialno ceno. Vendar samo v tistem delu še enkrat, ki bo pozavarovan pri SID banki. To je nakratko v zvezi z samo shemo, top-up, tako imenovano top-up shemo. In še enkrat veseli me, da bomo lahko skupaj z SID banko pomagali slovenskemu gospodarstvu in se tle tudi zahvaljujem lepo gospe Sonji Šmuci in Gospodarski zbornici za podporo pri tem projektu in pa seveda tudi gospodu Zalarju, zato da pravzaprav, ki tukaj predstavlja uporabnika take sheme in lahko potrdim, da se bomo potrudili, da bo ta shema operativno čim boljše funkcionirala. To z moje strani. Hvala lepa. Sergej, najlepša hvala za tvojo predstavitev in za tvojo izjavo. Verjamem, da bo dejansko produkt top-up predstavljal veliko dodano vrednost za slovensko gospodarstvo. Sedaj pa vabim k besedi Sonjo Šmuc, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, da poda svojo izjavo. Hvala lepa za besedo. Gospodarska zbornica Slovenije je že v okviru priprave različnih ukrepov za obvladovanje epidemije na področju tudi gospodarstva, kjer se čuti torej, kakšne posledice, kakšno gospodarsko škodo pravzaprav prinaša epidemija. Smo zelo hitro zaznali, da bo problem tudi na področju zavarovanja in pozavarovanja kratkoročnih terjatev. Zato smo pozivali k temu, da se ta vrzel, kot je omenil gospod Simoniti, čim prej zapre, da ne bi nastala še dodatna škoda, ki ne bi bila potrebna. Zgodila se namreč zelo nenavadna situacija, da so evropske države, podjetja iz evropskih držav postale nemarketabilne, torej da so postale naenkrat tvegane, kar v preteklosti večinoma ni bil problem. Zato je bilo treba to nagovoriti in je to ugotovila tudi Evropska komisija, kajti to ni samo problem Slovenije, ampak problem pravzaprav v celotni Evropi in da ne rečem seveda širše tudi v svetu. Če povem nekaj številk, slovenski izvozniki so v letu 2019 izvozili 3/4 celotnega izvoza v EU. Torej, Evropska unija pomeni ključen izvozni trg za Slovenijo in na tem trgu smo v letu 2019 prodali za 25 milijard blaga. Teh 25 milijard je ustvarilo 23.000 slovenskih podjetij, kar je približno še enkrat več kot pred desetletjem. Torej, v zadnjem desetletju se je število izvoznikov in izvoz usmerjenih podjetij krepko povečalo. Med temi 23.000 ocenjujemo, da jih je kar 88 takih, ki so v pretežno slovenski lasti. Med najpomembnejše izvozne trge pa sodijo Nemčija, Italija, Hrvaška in pa Avstrija. Zato je produkt top-up zelo dobra novica za slovenske izvoznike, kajti tistim, kjer ugotavljajo, da je prišlo do poslabšanja bonitete kupcev, zaradi česar je bil limit zavarovalnega kritja znižan ali pa ukinjen, to novo dodatno zavarovanje pravzaprav omogoča alternativno dodatno kritje s pozavarovanjem SID banke, z izvedbo Cofasa PKZ in bo zato torej dobra novica, da bojo ostali nekateri limiti na takšnih ravneh, kot so bili, mogoče nekoliko znižani, vendar pa podjetja ne bodo prepostavljena v položaj, da morajo prekinjati svoje poslovanje z kupci v tujini ali pa prevzemati izjemno veliko tveganje nase. Zaradi s tem delom lahko rečemo na Gospodarski zbornici, da smo zadovoljni, ostaja pa še drugi del, da pa so nepokrite terjatve do domačih kupcev, kjer zavarovanje oziroma pozavarovanje Republike Slovenije še niso možna, kar slabi zaupanje med domačimi subjekti. Zato se bomo na Gospodarski zbornici zagotovo tudi v prihodnje zavzemali za to, da ministrstva pripravijo shemo za pozavarovanje terjatev do domačih kupcev, da ustrezno prilagodijo zakonodajo ter shemo priglasijo Evropski komisiji, tako kot sta to recimo naredili že Nemčija in Francija. Toliko z moje strani. Sonja, najlepša hvala za izjavo in seveda tudi za zavzemanje Gospodarske zbornice pri uvedbi podpore, ki jo danes predstavljamo.
Besedo dajem Leonu Zalarju, predstavniku podjetja BSH Adriatic East, enemu naših največjih slovenskih izvoznikov in tudi našemu dolgoletnemu zavarovancu. Leon, prosim. Hvala lepa. Ja, poleg tega, da nastopam v vlogi dolgoletnega zavarovanca, jaz osebno že 20 let sem močno vpet v produkte zavarovanja terjatev. In ja, res je pomembno v teh časih, ki so negotovi, še bolj kot v dobrih časih, je še bolj zdaj, ko je negotovost velika, ko ne vemo, kaj se bo zgodilo, ne znamo predvidevati, kam nas bojo te nove okoliščine in razmere pripeljale, je seveda še toliko bolj pomembno, da imamo kritje. V tem trenutku podjetja, ki so zmožna prodajati, ki imajo kupce in ti kupci verjamemo, da so zmožni plačevati, ampak kljub temu zaradi zaostrenih razmer seveda je pomembno, da imamo terjatve zavarovane. In včasih, ko so številni zaposleni ostajali doma brez dela, smo se ekipe kreditnega kontrolinga, verjamem, ne samo v BSH, ampak tudi v številnih drugih slovenskih podjetjih, soočale z novimi izzivi v smislu najavljenih stornacij limitov ali zmanjšanja limitov. Tako da ta poseg SID banke v smislu podpore slovenskemu izvozu v obliki zagotovitve dodatnih kritij vsekakor je dobrodošel in mislim, da je pomemben instrument. Sprejemamo ga z odprtimi rokami, kot je pa že gospa Šmuc omenila, pa so naša velika pričakovanja tudi glede podobne podpore na domačem trgu.